avgustu lanskega leta smo končno dočakali Nikonov profesionalni model s tako imenovanim polnim full frame tipalom. Ta so bila do sedaj vgrajena le v Canonove modele 1DS in 5D, do takrat pa se je le sušla, da Nikon o tem sploh ne razmišlja. No, z modelom D3 so potem pri Nikonu končno dobro pretresli profesionalni svet digitalnih SLR-jev, ker so poleg polnega tipala ponudili še druge dobrote, ki jih pri konkurenci seveda niso imeli. Marsikdo je pričakoval tudi manjši model s takšnim tipalom in v letošnjem juniju smo tako dočakali model D700. Na prodajne police s ceno 2599 evrov so ga postavili v obdobju pred letošnjo fotokino in pred težko pričakovanim naslednikom Canona 5D, kar je bila seveda odlična prodajna poteza. Večina funkcij modela D3 je vgrajenih tudi v D700. Premore enak procesor za obdelavo posnetkov, enak sistem za autofokus in merjenje ekspozicije, vključen ima tudi 3D autofokus, zelo opevan pri modelu D3. Tipalo zložljivosti 12 megapik bi lahko bil zmogljivejši, vendar so se pri Nikonu raje osredotočili na kakovost posnetka pri visokem ISO, torej z malo šuma in veliko detajla. No, kot sem že omenil, je bistvena razlika med fotoaparatoma velikost in teža ohišja. D700 je lažji za 250 gramov, nižji za slabe 4 cm in ožji za dober centimeter. Jasno je, da zaradi tega tudi manjša baterija, zato je na voljo tudi dodatno držalo z 2 akumulatorjema. Za razliko od D3 ima D700 vgrajeno bliskavico in zelo dobrodošel protiprašni sistem. Stabilizacijo slike pa drugače pri Nikonu rešuje s pomočjo objektivov. Zelo dobrodošel je tudi gumb Info na zadnji strani ohišja, s katerim si lahko ogledamo nastavitve in važnejše nastavitve tudi spreminjamo. Rokovanje z Nikonom D700 je enostavno. Poljubno lahko nastavljamo vse funkcijske gumbe na ohišju, prek menijev nastavljamo malodane vsako funkcijo fotoaparata, vgrajen ima tudi predogled posnetka na visoko ločljivostnem LCD pregledovalniku. D700 bo v prodaji kot samostojno ohišje, na voljo pa bo tudi z objektivom 24 do 120 mm z vgrajeno stabilizacijo.